Jač, pojmo, ne? Salon je ravno kar odprl svoja vrata. Drugač pa, kdor je že bil na Japonskem, ve, da tale soba sploh ni tako majhna, pa ful je bila poceni. Gužva, klasika. In seveda Tokyo Big Saito. Tole pa že dobro poznam. Očitno sem še prezgodaj, ker je še full avto zakritih. Moramo počakati. No, zdaj so se pa končno malo pogumili. Prej bila pa nisem totalna gužva, zdaj pa že lahko pokažem kakšen avto, recimo novi Elgrand. Ta bo na Japonskem zapeljal naslednje leto na ceste v svoji 4. generaciji. Ko sem ga najprej videl oddaleč, sem mislil, da ga nekaj prekriva zadaj, ker je to kot sekan, zdaj pa vidim, da je kar ta prav. Škoda, da takšnih udobnih enoprostornikov ni tudi pri nas, ker bi jih družine gotovo oboževale. Japonci ga že komaj čakajo in med drugim si bodo lahko umislili ozvočenje s kar 22 zvočniki. Poganjen ga pa hibridni sistem e-Power 3. generacije in zadnji ima dodan še en motor za 4-kolesni pogon. No, kralj brez poti je seveda Patrol. Ta je sicer z Bližnjega vzhoda, kjer so ga predstavili lani, ampak so obljubili, da ga dobijo tudi Japonci. Kaj pa mi? 3,5 litrski V6-valnega poganja. To se dobro sliši. Pokazali so tudi nova Micro in Leaf, nismo pa še videli osvežene Arie, ki ima zdaj majčkeno bolj zglajeno zunanjost, pa izboljšano vzmetenje za različne tipe ceste in infozabavni sistem zdaj podpira Google. No, ti trije bodo pa vsi tudi pri nas. Prav lep prostor je naredil Nissan, tako, tukaj na eni ulici si. Ta zadeva je še huda. Njihov mali model Sakura ima vgrajen zložljiv solarni podaljševalnik dosega z močjo okoli 500 W, s čimer lahko pridobi celo do 3000 km elektrike na leto. Za 100 vožnja, kdo ne bi bil za? S tem bi jaz lahko domov letel, ne po tistih avionih. 13-14 ur, noge bolijo vse. To poglej. Ko sem najprej prišel na prostor Honda, sem se v šali rekel, da najrajši izdelujejo avte, ne pa raket. No, pa so jih vsem pokazali cel kup, ne. Poleg modelov Zero Saloon in Zero SUV je zdaj tukaj še čist novi Zero Alpha, ki kaže novo podobo Honda v prihodnosti. Električni, jasno. Super One je sicer še prototip, ampak izgleda že zelo zares. Da bo vožnja s tem električnim malčkom naslednje leto še bolj zabavna, pa so ustvarili 7 navideznih prestav in poseben zvok, da bo vsaj malo spominjal na klasično gnane avte. Zdaj kako lepo poskrbijo s copatki za vsazga, da ja ne bo umazal tal tam, ne. Presenečen sem, koliko motorjev je tukaj dejansko na vodik. Sicer še nobeni serijski, ampak očitno se veliko dogaja tudi v tej smeri. Praktično vsi te veliki so pokazali kakšen prototip, meni je pa seveda najbolj všeč ta Suzuki GSX 8TT 776 kubičnim motorjem in izgledom, kjer predvsem luči spominjajo na njihove motorje iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja. Ful je dober. Sploh tale. Ko sem ravno pri Suzukiju, tudi oni so pokazali koncept majhnega električnega avta za vsak dan, Vision E-Sky se imenuje, in z dolžino 3,4 metra paše med avtomobile, kaj kar. Zdaj pa končno tudi v živo vidim najhitrejši avto na svetu, Yangwang U9, ki je drvel s hitrostjo kar 496 km/h, pa z Nordschleife je opravil v manj kot 7 minutah. Kakšne številke, ja. Glavno v vsakem kolesu ima en motor, 4 motori skupaj in moč 2220 kW, kar je 3018 konjev. Pa doseg 450 km, če koga to zanima, ampak ima baterija 80 kWh, tako da kar malo dvomam, da bo res toliko, ker je baterija dejansko zelo podobno velika kot pri našem ID.4. Ampak za prodajne številke bo bolj poskrbel njihov prvi K-Car, to je BYD Raku. 3,4 metra je dolg, z dosegom do 180 km iz baterije z 20 kWh. Za mestno vožnjo je to jasno. Nisem pa vedel, da BYD izdeluje tudi takšne velike stroje, recimo električni avtobus ali pa takšno mobilno pisarno na elektriko. Itak. V prihodnosti pa bo na voljo še nova platforma s 1000-voltnim omrežjem in 600 kW polnjenjem, pa motorjema, ki sta nameščena takole neposredno ob kolesi.
Kakšno ime si je, ki je zmislila za svoj PV5 z igralno konzolo noter. Spielraum. Ampak meni še bolj kot ta igralna konzola noter pomeni tole. Ja, hladilnik. Tako da se pa da poligrati v naravi. Mitsubishi Elevance Concept mi izgleda kot Outlander prihodnosti. Sploh pogon je zanimiv, ker ima kar 4 motorje. Po enega v vsakem od sprednjih koles, zadnji pa še 2 elektromotorja za vsako os eden, da je trakcija kar najboljša možna na vsakem terenu. Sicer je to priključni hibrid, tako da ga poganja tudi bencinski motor. Evropske znamke so tukaj zelo redke, no nekaj pa vseeno je. BMW recimo z novim iX3, meni je pa očitek najbolj padel M2 CS, ki je skoraj 50 kg lažji od navadnega in do 100 pospešil 3,8 sekunde. Totalno hud je tudi Mercedes-Benz Vision V, ki ima noro kabino in futuristične sedeže. Če bo novi V res takšen, kdor ima preveč denarja in rad uživa zgori brez v dvoje, si pa lahko misli takšen Mercedes Maybach SL. Monogram Series je tole, tudi luštna zadeva. Mazda se je tudi odlično pripravila na letošnji salon. Najprej moram pokazati Vision Cross Coupe. To je več kot 5 metrov dolg, zelo privlačno oblikovan avto, ki ima še bolj zanimiv pogon. Ja, je priključni hibrid in lahko samo na elektriko prevoz do 160 km. Ja, skupna moč je res 510 konjev in doseg do 800 km, ampak podaljševalnik dosega je tukaj rotacijski motor z dvojno komoro. Tega pa pri Mazdi že kar nekaj časa obljubljajo in res upam, da bo kmalu prišel čas tudi za serijsko proizvodnjo tega zanimivega motorja. Še bolj zanimivo pa je, da lahko uporablja Mazdino ogljično nevtralno gorivo iz mikroalg, ki seveda za rast porabljajo kar CO2 iz atmosfere. Zato se Mazda hvali, da več kot se s tem avtom vozimo, več CO2 se porabi. Evo, tale modelček je pa res luškan. Vision Cross Compact se imenuje. Zame je to čisti naslednik dvojke. Pri konceptu so se trudili, da bi čim bolje povezali avto z voznikom, zato ima vgrajenega pomočnika, ki mu predlaga iskati cilje glede na počutje. Pravijo, da se bo avto moral znati čustveno povezati s človekom. Ne vem, če bo to zame, ko sem kdaj ful jezen za volanom. Razen, če zna igrati tudi dobrega psihologa. Prvič pa lahko živo vidimo še Mazdo CX-5, ki bo nadaljeval zelo uspešno zgodbo, saj so jih v več kot 100 državah prodali že več kot 4,5 milijona. Ja, glede na to, da obstaja šele od leta 2012, je to res lep uspeh. In ta avto bo dejansko kmalu tudi pri nas. Elektrika ima sicer kar nekaj prednosti pri konstruiranju vozil, kar se lepo vidi recimo pri tem električnem avtobusu od Isuzuja, ki ima čist raven pod in to bistveno olajša dostop invalidom. Pa če še nisem omenil, se tokijski salon zdaj imenuje Japan Mobility Show, torej je res velik poudarek na mobilnosti za vse. So pa namenili en kotiček tukaj še malo bolj oddaljeni prihodnosti, torej čez 10 let, ko nam bodo roboti že močno pomagali, kvantni računalniki bodo izračunavali vse možne scenarije v prometu, v avtih se bosta mešala virtualni in realni svet, kot kaže Lexus, drugače bomo potovali tako na vodi kot v zraku s takšnimi ogromnimi droni. Osnova pa bo še vedno hoja in tudi tukaj niso pozabili na nas s takšnimi posebnimi supergami. Niso še naprodaj, da ne bo kdo prehitro skočil v luft, bodo pa, če bo dovolj popraševanja. Baje se z njimi precej hitrejši in to bi mi danes ful prav prišlo, ko moram tlele hoditi po teh ogromnih halah. Tam se pol obiskovalci preizkušajo še v sestavljanje avtomobilčkov, zraven pa kažejo, kako jih sestavljajo roboti, kar je itak prihodnost. Tudi za navdušence filmov Hitri in drzni je nekaj zavidati, res škoda, da Japonci vse bolj zanemarjajo to svoje izročilo krasnih športnih avtov, ki niso vsi po vrsti toliko dragi kot kakšni Lamborghini pa Ferrari, ne? Ampak ja, časi se spreminjajo, kot vsi radi poudarjajo in potem vse stajajo samo še na elektriko. Pa vodik. Pa veš, da bi tole raj pedel. Toyota Gosei, ki je specialist za materiale, kaže koncept mestnega avta Flasby Hydrogen Concept iz reciklirane karoserije in skupom zanimivih rešitev, naprimer električnega borda, ki se sam polni, ko ga daš v avto. Vodikove kartuše se lepo menjajo, najboljša fora mi je pa ta z motočkom na vodik na kratke razdalje, kjer sediš kole kar na kartuši, pa upaš, da ne bo začel kaj puščati med tem, ko se švazil. Hudara fora. Zanimiv je tudi razvoj sedežev in materialov zanje. Očitno so dovolj fini, da se da iz njih celo narediti obleke.
Za konec pa seveda še vedno največja znamka na svetu, Toyota, ki ima tudi največji razstavni prostor na tem salonu. Celo halo ima samo zase, no, za vse svoje znamke, ker jih je v bistvu več. Ene mogoče sploh še ne poznate. Kdo bi si mislil, da je Toyota začela s tem, ne? Pred dobrimi 100 leti je Sakichi Toyoda izumil avtomatske statve, ki so se same ustavljale ob težavi in začela se je pisati zgodovina. Potem nekaj let kasneje je njegov sin zagnal avtomobilsko divizijo, ampak ker ni imel še dosti izkušenj z avti, je najprej razvil takšen tovornjak G1. Medtem ko je prvi njihov potniški avto na ceste zapeljal pa aprila 1936. To je bil pa model AA. No, danes pa imamo takšne zadeve. Škoda, da mi ne pustijo sedeti tukaj gor, ker me res zanima, kakšen občutek je. Walk Me se imenuje in je res ena taka smešna zadeva. Pa cel kup je še ostalih vozil. Stale se imenuje recimo Boost Me, pa unole tamle Challenge Me. Tole je pa Kids Mobi. In če bi tole jaz pokazal svojima tamalima, bi ponorele in takoj pisala Božičko, da ne to prenese pod smrekco. Ali pripele, se ne vem, kva je. A ti bi pa za tega pisal, ja. Tudi novi RAV4 ni švoh, itak bi ga sam imel v podobi GR Sport, ampak tole je pa avto, ki bi ga jaz odpeljal domov. Piše sicer gor Land Cruiser, ampak to je reinkarnacija modela FJ. 4,57 metra je dolg ta avto, tudi precej visok, 1,96 metra, ima pa za 27 cm krajšo medosno razdaljo od aktualnega Land Cruiserja, zato je precej bolj okreten. Za teren ima tudi zaščiten trebuh in lahko zamenljive kose, če boste kdaj slučajno kaj popraskali. Pogon je seveda štirikolesni, čeprav ne stalni. Motor pa zaenkrat bencinski 2,7 litrski 120 kW, to je 163 konji. Nič še ne vemo, če in kdaj bo, če sploh pri nas, ampak seveda navijamo, da bo. Kdo pa ne bi imel Baby Land Cruiserja, no? Potem je tukaj najbolje prodajen avtomobil na svetu, več kot 55 milijonov jih je že in ki bo očitno enkrat ne toliko daleč v prihodnosti dobil tudi zamenjavo. Zdaj bo očitno podoben temu, baje bodo na voljo vsi možni pogoni in tole sploh ne izgleda slabo. Druga ful zanimiva zadeva je pa tale, IMV Origin. Tukaj je bila ideja Toyote, da izdelajo osnovo, potem pa si voznik sam dokonča vozilo po svojih potrebah. Res cool ideja. Pri Toyoti so sicer rekli, da jim je bilo najtežje ne izdelati končnega izdelka, če pa to res toliko vladajo, ampak so res želeli ponuditi takšno idejo tudi v realnosti. Lexus. Tudi tukaj nam manjka novosti, najbolj bizarno je tale sedež na kolesih. Dobar, to je res ena takšna zanimiva študija, medtem ko tole je pa vse malo bliže realnosti. Kaj pa ta? LS Concept se imenuje. Ja, prav ste slišali. LS. To je bila včasih oznaka za limuzino, zdaj pa očitno za tole pošast na 6 kolesih za ultimativno udobje. Lexus pravi, da bo takšen avto enkrat pripeljal na ceste, čeprav niso dali nobenih tehničnih podrobnosti zanj. Verjetno boš rabil izpit za C kategorijo, če bo res takšen. Potem pa je tukaj še čudoviti LS Sport Concept, ki me zelo spominja na LFA. Ne vem zakaj, ampak jaz tukaj le noter vidim en V10 motor, ki se ful rad vrdi, pa ga verjetno ne bo. Sovozica. To je LS Coupe Concept, ki seveda ni coupe, je pa takšna privlačna zadeva in verjetno bo zelo podoben kmalu tudi na cestah. Pravijo, da bo to ponos Japonske. Emblem krasi Feniks in v japonski mitologiji se Feniks pojavi samo, ko je svet pomirjen. Glede na odprtine na havbi bi ga mogoče lahko poganjal celo kakšen klasičen motor, partismo je recimo V8, pa parunmo tamle V6, ker je priključni hibrid. In Toyota je nekoč že ponujala 12-valjnik v Centuryju, ki je bil še prej pod Toyoto. V glavnem, počakamo, pa bomo videli, ne? Ja. Kaj lahko za konec povem, da se Japonci očitno niso ustrašili Kitajcev, ker imajo kaj za pokazati. Pa oni tudi pravijo, da je to tek na dolge proge, tako da bo še huda borba.